tek je kar že po teh 12 letih ukvarjanja z njim kar močno, kako bi rekel, zapisan vame. In mi ponavadi tudi na tisti dan, ko pa sem reč čist nič druga ne da, bom tež vsem šel. Upam, da bo nekoč pisanje na tej točki, ko vam zdaj tek. Spoštovane, dobrodošli v 14. epizodi podcasta Zagret za tek. Z vami sem vaš gostitelj Marko Roblek in danes imam čast gostiti prav posebnega gosta. Lucijan Zalokar je z mano. Dobrodošel v podcastu, Luc. Hvala, ker si se odzval na vabilo. Hvala tebi za povabilo. Kaj ti je ljubše, Lucijan, Luc? Luc. Je preveč formalno. Vse kolege in znance in vse Luc. Tako da ja. Edini naslov knjige pač se spodobi, da je ime. Ja, to je pa izvira po mojem blih iz tega novinarstva, ker najprej smo se odločili, ima bo Lucijan ali Luc in potem nekako, da je Lucijan, ko je uradno in zdaj ne vem, posod piše Lucijan. Nisem alergičen na to ime. No, se slišiš se bolj tako učeno, pa tako, ja. Tako da, to pa mora biti. Ja, knjige le učenjaki pišemo. Tako je. Najprej te moram predstaviti, pa mi boš pol dopolnil. Luc Zalokar je novinar na Delu, magister novinarskih znanosti, prejemnik tudi debitantske nagrade Društva novinarjev leta 2019, sicer pa atlet celjskega Kladivarja, srednje prograš, večkratni državni prvak v mladinski konkurenci, če se ne motim, tudi mladinski državni rekorder, pa udeleženec mladinskega svetovnega prvenstva. In glavni razlog, da se danes mi pogovarjava, je seveda knjižni prvenec iz karantenskega leta 2020, tek na robu živčnega zloma, zaradi katerega je tudi širša tekaška skupnost postala pozorna nate. Torej, kaj sem še pozabil? Mislim, da si že kar preveč povedal. Ne, v bistvu si vse pravilno povedal in pri tem državnem rekordu bom dodal, da to je nekdanji državni rekord, so ga že mlajše generacije izboljšali. Konkretno moj dober prijatelj Jan Vuković, tako da evolucija gre naprej. Razvija se naprej. Ja. No, ampak ta rekord marsikaj pove o tebi, ampak bo prišla še do tega. Tle imam napisanih cel kup tem, ki jih moram s tabo obdelati. Rekel si, da imaš časa uro v pol. Dragi poslušalci in gledalke, tole bo naporno, dolgo, secirala bo prav faktorje, vso tekaško filozofijo, tako da dajte si vzeti kaj za jest pa za pit. Tole bo trajno, hecam se, ne bova, mi da sva pač tekača oba, se mi zdi po duši in zna biti tudi, rekel, zanimiva, pa je drnata, če bo treba. Vsem te moram vprašati za začetek, danes si že tekel ali pa boš, ja? Še bom tekel. Lih to, ko sva se prej pogovarjala, da mečkim prej začneva z dvema zelo dobrima tekaškima prijateljima, Simonom Navodnikom in Janom Brešanom, smo zmenjeni za trening v Celju v 3:30, tako da danes sem v pričakovanju 400 na celjskem Kladivarju. Že imeni, ki si jih omenil, Brešan pa Navodnik, oba dva sta še aktivna atleta oziroma tekača, je tako? Aktivna in tudi, kako bi rekel, zelo vzdržljiva, dobra, danes bo težek dan za srednje progaša. Leto 2020 je bilo prav posebno, recimo, v tvoji tekaški karieri. Jaz sem nate naletel, takole je bilo. Nekje septembra mi je rekel Boštjan Svete, moj urednik, ti ja veš, pri Ruglu bo en tekač izdal knjigo, kdo za vraga to je. In jaz sem rekel, pojma nimam, malo sem pomislil, vse da bi vse poznal v Sloveniji, ki so tega sposobni, ampak recimo, da za večino pa že vem, ki kaj takega naklepajo, tako da pojma nisem imel, potem pride ven Luc Zalokar, kdo je že to? Novinar na Delu, sem bral njegove članke, ampak on je tekač, cestni tekač, a prav vidim naslov, tek na robu živčnega zloma, kaj hudiča je pa to? Je to še en Bagola, ki je zdaj pa svoje svetobolje prelil v tekaško literaturo, kaj hudiča, ne? Ampak potem dobim tole knjigo v roke in milo rečeno nisem mogel spustiti, res sem bil navdušen, vrhunsko pisanje, super prepletanje tvojih teh atletskih izkušenj, pa novih tekaških doživeti, pa reference na tvoje intervjuvance na Delu, ki so bili vsi po vrsti zanimivi, pa filozofski uvidi seveda, odkje povod oziroma ideja, da si tole knjigo spravil na plano? Lahko najprej sam povem, da ko si glih omenil Baglo, da ena gospa mi je na Facebooku komentirala, da imam ful podobno frizuro kot on, čeprav nima. A vidiš, se je že začel. Ja, glej, simbolika, to imamo radi.
Veš, kaj ta povod za knjigo, je, se me dosti folka sprašuje, ampak to je dolg časa zorelo meni, da pa bo treba enkrat knjigo o nečem napisati, ker sploh recimo po enem letu na delu sem začel take mal daljše, bolj literarno obarvane eseje objavljati. In več ljudi mi je takrat rekli, to je že bolj kot ne nek literature, kdaj boš to v knjigo dal? In jaz, itak, knjiga se fajn sliši, rad pišem, enkrat bom to naredil, ampak to je bilo zelo tako neka abstraktna ideja, za enkrat nekoč nekje, ko bo čas, ko bo volja, in predvsem, ko bo ideja, ko bo neko obliko imel to, ker najlažje je bilo, zdaj neko zbirko teh esejev izdati, ampak to je malo, to izdajaš pri 60-ih, ko imaš neko kariero za sabo, si, priznan novinar in polen pregled dela, ne pa pri fucking 25-ih. In potem to idejo malo na stran, v bistvu, potem se pa zgodila ta karantena in je dejansko se mi začela neka lepa zgodba pisati s tem, kako sem jaz znotraj teh omejitev vseeno ta občutek za svobodo prek teka ohranil in ki je dejansko imela pol nek vrh, ker to je meni tudi pomembno pri pisanju, neka dramaturgija in ta vrh je bilo državno prvenstvo v Celju, ki je res bil tako, kar intenzivno in čustveno in fizično in vse. Ampak tudi, ko sem to tekel, nisem nikoli pomislil, da bi pa zdaj prav o tem knjigo napisal. Takoj zatem sem pa začel brati knjigo V kavarni eksistencialistov od Sarah Backwell, ki jo tudi citiram dosti v knjigi in takrat sem začel razmišljati, kako bi lahko to mal na nek esej o nogi, kako tekač doživlja nogo na vezu. In potem sem začel ta dolg uvod za ta esej pisati in naenkrat je bilo ful tega uvoda. In pol pa sem videl, pa v bistvu bi lahko ta uvod navezal na nek članek, ko sem ga že prej napisal in pol še neki vstep napisal in pol preplav tega vlanem, pa sem v 2 dneh naredil ta koncept in se rekel, to pa dosti za knjigo, gremo zdaj to delati. To je bilo avgusta. To je bilo avgusta, knjiga je bila zunaj, septembra, oktobra, mislim, da je tako. Mislim, da sem 30. avgusta, tam nekje konca avgusta sem poslal Samu Rublu, mojemu založniku in uredniku, idejo in pol sva se dobila še isti dan in kar je tudi te v podcastu že omenil, sem poslušal. Je, res, seveda, se je pohvalil posebej. Pol sva se zmenila, da bova 1. oktobra izdala. In pa smo pljunili v roki. Škoda, no, sicer pač karantena ti šla na roke za to, da si jo spisal, ampak po drugi strani morda bi bilo boljše, da bi se jeseni ta karantena umirila, pa bi tekel recimo na Ljubljanskem maratonu, potem bi nedvomno bil gost vseh tistih okroglih miz pred maratonom, pa bi te slovensko tekaško občestvo že dobro spoznalo. No, da bova midva to, kar je zadnji ostalo zdaj od lani, probala not prinesti. Ko sem tole knjigo prebiral, prva stvar, ki mi je šla čez glavo, zdaj pa tekaško knjigo napisal nekdo, ki je bil atlet, ki ima neko atletsko preteklost, tako resno, srednjeprogaško, se pravi, ima mogoče drugačen vpogled tudi na rekreacijo, pa na nas, ki se s tem ukvarjamo sam prostočasno, pa zelo počasi. Ti si bil kot mulj že obetavan srednjeprogaš, posebej 800 metrov, disciplina, ki je, rekel, za moje pojme ena najtežjih na stezi. Kako si odkril to atletiko? Nekje si rekel, ali celo zapisal, ali si v enem intervjuju povedal, da si atletiko odkril zato, ker si bil preslab za fuzbal. Ja, dal bi se tudi tako interpretirati. Oziroma šel sem v atletiko zato, da bi bil boljši v fuzbalu, v smislu bolj zdržljiv, močnejši. Ni pa to, ne vem zdaj, kako bi rekel, edini razlog, ki je, po mojem, kar tako počasen se zapletel s to atletiko. V bistvu gledal sem jo rad od nekdaj. Po mojem najbolj iz leta 2004, ko so bile olimpijske igre v Atenah in pol nekako sem se zapičil, da jaz ful ne maram Američanov in pol sem navil za Ruse, ko so bili proti njim, pač ne vem, takrat 9 let star. Prav vem, bili smo na morju v hotelu Bernardin, nisem videl tistega morja, sam gledal sem olimpijske igre. In pol itak za Ruse navijam in pol na 800 metrov je bil Jurij Borzakovski in takrat zmagal mi je ful dogajal. In pol moj foter je tudi bil atlet včasih, pa ful zaljubljen so atletiko, pa ne da bi on mene kaj silil to, ampak kaj mi je razlagal te štorije, koliko je bil Borzakovski, ne vem, 4 leta nazaj, kot res mulc na olimpijskih igrah, že dosti favorit, ampak je pol psihično pregorel in koliko mu zdaj to pomeni. Potem sem ga gledal, kako joče, to prav baviš, ful še sam, ker čustva doživljaš. In tako je, že nekako te pretegne. Pol sem, ne vem, pol mi skozi na Mled hodimo na morje in tam imaš Mled, to je čisto dol Dalmacija, nič se ne dogaja, zdaj grem rad, ampak ko si pa star 13 let, je pa največji dolgcajt na svetu. In tam sem začel, ne vem, leta 2008, ko je res iz čiste dosade laufat. Pol pa smo, ne vem, prvič po mnogih letih je naša osnovna šola šla lih tisti let na neko atletsko šolsko tekmovanje in
Pa sem šel zraven, bil sem 5. na 300 metrov in me je takrat prvi trener Boris Podpečan povabil k sodelovanju. In tudi jaz sem šel, to pa je bilo to, ko sem ti rekel prej, malo zaradi tega, da je bil malo boljši pri fuzbolu, pol tudi 3 lušne punce iz naše osnovne šole so na to atletiko hodili, sem rekel, ok, ne boš kot tisti fuzbol, sam je ti pregledaš. Na tak način sem pol prišel. No, in potem, ko si tvoj meteorski vzpon se je pa začel, ko si začel trenirati, mislim, da v srednji šoli pri Petru Svetu, pri Kladivarju v Celju, drži? Drži, deloma, v bistvu sem že v prvem letu full hiter napredoval, res iz po parih mesecih treninga sem postal, tudi že pol državni prvak v cestnih tekih, oziroma jaz sem bila z Janom Petračem isti letnik in pol je bilo skoraj vedno, on prvi, jaz drugi. Kadar njega kje ni bilo, sem bil jaz pol prvi. In pol sem pa bil, en let zatem sem bil pa slabokrvni in sem pol spet full dol padel in takrat sem pa tudi zamenjal trenerja, šel k Petru Svetu in pol šel spet bliskovito gor v srednji šoli. Zelo na hitro povzeti prva 3 leta. Zadnjič, super, Petru Svetu, moraš še kakšno reči, zadnjič sem tekel, z Dejanom Lenartom so se podila po Blejskih hribih in mi je razlagal, on je tudi treniral pač v Celju pri Svetu, jasno, da je Svet neka pač ikona slovenskega teka, 45 let je strnil gor rekord na 5000, pa zna biti, da bodo čakal Abraham ali pa še kaj več. On mi je povedal par takih zanimivih zgodb po njem, pa tudi kaj so pripravili za njegovo 60-letnico takrat in tako naprej. Da mi povej, kakšen trener je bil Peter Svet, je bil karizmatičen, je imel kakšen poseben pristop, je povedal, kaj je njegova skrivnost oziroma kako trenirati tako, da boste dobri, kot je bil on v 70-ih. Veš kaj, v smislu teh tekaških skrivnosti dvomim, da bi on, ni take vrste človek, ki bi pa zdaj, veš, tega je ful v atletiki, nekih šarlatanov, ko kar pride, veš, to imam nek čudežen recept, ko bom naredil iz tebe, da bo še na 45 tekov, tisti, boš škure naredil. Svet je pa tak, predvsem se mi zdi, v ljudi je vzgajal športnike, veš, če gledam, večina atletov, ko smo pa njem, trenirali so tudi, ali pa ne, sem sam jaz take sorte človek, da mi je pač cool folk to, ko smo tam, smo še zdaj dobri prijatelji. Recimo sploh s Simonom, ko sem ga preomenil, smo pa tudi 4 leta cimra na faksu, pa tako, smo, kako bi rekel, to je največja odlika Petra Sveta. Ni tudi forsiral atletov nikoli, da bi ni bilo pri njemu, da bi mladi atleti izgorevali, kar je kar pogosta značilnost v slovenski atletiki. Jaz sem včasih se spraševal, zakaj to, in dejstvo je, da Peter Svet je en izmed redkih trenerjev v atletiki, v slovenski atletiki, ki je tudi sam bil, kako bi rekel, realiziran kot športnik. Ni zdaj nekih svojih frustracij, veš, prenašal, ker bi bil slab atlet pol na svoje varovance. In on je pač, kako si rekel, Marka bil, jaz sem prepričan, da bo njegov rekord še kar malo več kot 50 let dočakal mimogrede. In meni je bil predvsem zaradi te neke, kako bi rekel, svoje človečnosti in tega, kar tudi v knjigi pišem, te zmožnosti za trpljenje. On je bil tudi, ne vem, ko sem jaz začel trenirati tam, kaj je to 2010, je bil on star 61 let. On je še mene na kakih kilometražah raztura, veš, ampak on je res znal, prav šel je, veš, tisto, pa ko mu ne bi bilo treba, lahko šel v smrt tudi na nekih teh nedeljskih dolgih tekih in je bil pol čist sesut, ampak je šel in se mi zdi, on prav ni mogel včasih razumeti, koliko, ne vem, gled ti pa tečeš, ne vem, 200 metrov 23 sekund, kar je ful hitrej, kot sem jaz lahko v najboljših letih, zakaj ne moreš zdaj tistih 5 kilometrov malo hitrej, kot jasnih palaha, veš. Prav imel je to neko živalskost vse, glede tega, drugače, ki je čisto nasprotju s tem, kakor je človek od pojava, tako bolj eleganten, umirjen. Gospod, ja. Gospod, ja. No. On je še aktiven trener, ali... Je aktiven trener. Ima to tekaško skupino v Celju, recimo Jan Brešan pri njemu še najbolj redno trenira. Je pa tako, veš, ta generacija, ki jo zdaj že tudi kar omenjam, večina nas že ima, ne vem, službe, ali so vsaj na faksu, tisti tam mlajši. Ne vem, Tija od Cvirke tudi pri njemu trenirala dosta obetavna 400-metrašica, ki je pa punca od Domna Makuca in pol sta šla zdaj v Barcelono, kjer on igra tam rokomet. In tako mečken zdaj mu manjka ljudi, se mi zdi, ampak ja, je pa še aktiven trener. Mogoče ima še v sebi kaj, tako da... Gotovo. Ker Celje je bilo zmeraj, meka te atletike, sej na koncu si predsednik kluba, še zmeraj Stane Rozman rekorder na 10 km, če se ne motim, je tako? Je, drži. In ja, so tudi, ne vem, to mi je tudi fotor pravil, ko je bil
Kladivarjev atlet tam v 70-ih, da vedno je bilo Celje kot neka slovenska meka atletika. No. Zdaj, kaj so razlogi za to, ne vem. Kakšna posebna voda tam teče dol, ali pa je ta un mak je dober. Tako da si zapisujem tukaj skrivnosti celjske atletike. Tako, ja. Imam enega dobrega prijatelja, Petra Štrukla, tudi iz Celja, on mi zmer zgodbe pravi tam iz tistih koncev, kaj se dogaja tam, no, tako da je rokomet, ki je zdaj pač sinonim za Celje, v bistvu šele potem prišel s tem sponzorstvom, ampak zmeraj je bil pa Celje znano kot tisto, ki je atletsko mesto in še vedno ostaja med tem. Kakšno se ti zdi, če so že pri tej temi, no, da malo preskočim stanje slovenske atletike ta trenutek, tako nasploh, ne, tvoj pogled, ker vendarle spremljaš še kot aktiven tekmovalec. Ja. Veš, kaj se mi zdi, po mojem, meni se zdi, da je slovenska atletika v čisto dobri kondiciji, ampak dejstvo je v tem malem bazenu vedno, ne moramo pričakovati, da bomo imeli zdaj 6, 7, 8 atletov, ki se bojo vedno potegovali za medalje. In zdaj je bilo ravno tako obdobje, kjer je bil naš izstopajoč atlet Luka Janežič na 400 metrov, in 400 metrov je pa res disciplina, ki je pa po mojem bila v zadnjih 4 letih tako, disciplina imajo nihanja, gor dol, ampak 400 je bila pa res nora konkurenca zdaj. In pač pri njemu, ne vem, že prebojo polfinale, pa nočno zdaj delati krivice ostalim disciplinam, je primerljiv dosežek kot tudi mogoče kolajna v kateri drugi, malo manj globalni disciplini. In zaradi tega pol javnost pa ne vem, ne gleda na to, tako in pol ni medalj in pol je malo manj medijske prepoznavnosti kraljice športov. Ja, pa uravnilovke in tako naprej tam zunaj, ja. Ja, gled. Ampak to je moj pogled, lahko da ne vem, kdo drug bi ti pa kaj drugače povedal. Meni se zdi, da draž kar v redu klapa, no. Se zna iz tega še kaj izcimt, kaj dobrega? Ja, gotovo, mislim, zdaj Kristjan Čeh je, mislim, ime, ki, če ne bojo to kdaj medalje na največjih tekmovanjih, mislim, da ko že vrši enkrat 68, da bo to razočaranje, če ne bo. Mu dajemo pritisk zdaj. No, ampak mislim, da pravi prvaki so sposobni pod tem pritiskom živeti in se celo prosperirati, če smo že pri tem. Hranijo z njim, ja. Tako, no pa dajva se vrniti do tebe, pa do marca 2020, ko si se med karanteno odločil, da boš po 7 letih obnovil stare treninge, pri 25, jaz sem ti zbral, pa sem računal, pri 25 si se človek odločil, tako da bi se jaz pri 45, zdaj bom pa delal tako kot mladosti, kaj hudiča, ne bom treniral tako kot nekoč, sem rekel 25, jaz sem pri 25 bil, bom rekel, na vrhuncu svojih moči, ne lih to tako, ampak potem, ko sem prebiral, sem ugotovil, da pač to ni pač nek 10-kilometrski tek, ki se ga lotiš tudi pri 35, pa ga spravaš tam dosti blizu, to je 800 metrov, ker pa ni veliko 35-letnikov na stezi. Še 25-letnikov je skos manj, no, če so že pri tem. To je disciplina, ki jo je težko trenirati, a se je bilo težko spraviti. Tiste treninge sem tam pa tvoje prebiral, spet nazaj v tiste protokole, ki si jih imel v 18. Veš kaj, ni se bilo toliko težko spraviti, zaradi tega, ker jaz nikoli, ne vem, ko sem bil najbolj poškodovan, pa sem par mesecev res nisem tekel, tam ne vem, 2015, 2016, več nikoli nisem, pa zdaj šel res čist out. Možda tam v knjigi, kjer pišem, da se, ne vem, bila moja fizična pripravljenost na ravni nekoga, ne vem, mislim, da enega moškega v krizi srednjih let, tisti mečkem pretirava. Rezervo, ja, okej. Ampak se je verjetno bral z dojame, da je malo s humorjem. Iz tega vidika ni bilo toliko težko, bolje je bilo, veš, ker sem pa res videl, meni je tek tudi neka taka socialna aktivnost in jaz, ko imam tak, to je malo politično nekorektno, ciganski način treninga. Jaz se kar veš malo priključujem različnim skupinam v Ljubljani, pišem, veš, folko, a imaš ti čas, pa gremo skupaj trenirati, a imaš ti, ko ni, mislim, imam tak bolj nestanoviten življenjski slog, pa se težko zavežem enemu trenerju, da bi samo pri njemu treniral. No, zdaj, veš, ker pa karantena, sem pa točno vedel v štart, ok, če hočem pa zdaj trenirati, bom pa res 90% treningov sam naredil. Ampak od začetka, vedno od začetka še najbolj si lahko tudi, ne vem, sam rečem za trening, ok, te 300 je čisto vse in koliko hiter jih naredim, sam da jih naredim. In pol, ok, sem imel nek veselje v tem in sem se spravil. Pol pa je tudi, ne vem, Žan Rudolf prišel nazaj iz Finske, kjer ima punco, Maja, državni rekorder na 800 in smo večkrat pomagal na kakih treningih, Maja, kjer se je treba najbolj v formu spraviti. Takrat je pa že bilo vse bolj luštno, malo lažje. Da dejansko ni bilo, ne vem. Tek je kar že po teh 12 letih ukvarjanja z njim kar močno, kako bi rekel, zapisan vame. In mi tudi na tisti dan, ko pa sem res čist nič druga ne da, bom teč vsem šel. Upam, da bo nekoč pisanje na tej točki, ko vam zdaj tek.
No, v kakšne višave gre lahko še tvoje pisanje, lahko samo ugibamo, ker že zdaj, bom rekel, na vrhunski ravni, ampak ker si pač, bom rekel, high achiever, verjamemo, da bo to še, da nas bo še presenečilo, ampak vseeno, če se vrnemo k treningu, se je treninški, bom rekel, koncept v zadnjem desetletju, vsi pač v atletiko vstopu, recimo pred 10 leti, pa zdaj se že še kar vsi v njej, se je kaj spremenil tako globalno, se spremljaš, kakšni so protokoli pa koncepti, ali pač se te neke tople vode pač ne da izumljati, ne? Imaš te intervale, imaš te tempo teke, imaš te laktatne treninge, da cit, pa distanco pač delati moraš, ne? Ali je kaj tehnologija, bom rekel, pusto tehnologijo, ampak ali je kaj, bom rekel, znanost treniranja samo sebi napredovala v tem desetletju? Zdaj, oboje bi lahko pritrdilno odgovoril in na nek način ne moreš odkrivati tople vode. Če hočeš biti dober srednjeprogaš, se to tudi v knjigi napiše, moraš tiste distance delati, veš, kratke, sladke, kisle. Ja. Moraš tudi, ne vem, neko, kako bi rekel, tudi moraš razvijati vzdržljivost, to so neke osnovne komponente. Se pa je spremenil po mojem v smislu tehnologije. Da recimo leta 2008, ko sem jaz začel, je bila že res, se ne rečem, so bile videoanalize, pa tudi te zadeve, itak, da je bilo že v 80-ih je bilo, pa še prej. Ampak ni bilo pa v taki miri, takrat tudi najboljši iPhone ni imel, ne vem, take kamere, kot ima zdaj telefon, ko lahko pa res vsak trener, ali pa ne vem, tudi atleta snema in pol tam debatirajo tehniko. V tem smislu, pol povem tudi kakšna regeneracija, vedno bolj, kako bi rekel, vedno bolj gre v to, kar tudi v knjigi izpostavljam, da je treba trening prilagoditi tekaču oziroma športniku, ne pa športnika treningu. Da je to nek proces, ki še vedno traja. No, ta miselnost, ki je veljala starih trenerjev, da je pač trening je, ne, zdaj pa treba se ukalupiti, vzeti zlom človeka, ga na nov sestaviti, temu ni več tako, ja. Še v Keniji ne več, pa v Etiopiji, z eno knjigo berem ravno to temo, pa še tam nima več nekih starih obrazcev, kot ti praviš. Za srednjeprogaša mi povej, koliko je to treningov. Nekje sem prebral, da si delal tudi do 100 km tedensko, 12 treningov, je to res, drži? Ja. Ko smo šli, takrat, ko pišem, da sem šel prek meje, tudi ne bilo po 14, pač vsak dan dvakrat. Jaz sem v nekem obdobju sem res imel tisti feeling, da tudi če imam 2 treninga na dan, pa je prvi recimo, ne vem, 13 km zjutraj bolj lahkotno, popoldne pa neki tudi, ne vem, neke 100 ali pa 200, ko se ne lih čisto do amena rasturaš, sem imel zvečer feeling, ko da, ne vem, sem dan stran vrgel. To je že tisti, kako bi rekel, kar precej nezdravo razmišljanje, ko se ne znaš bremzati nazaj. Jebi ga, vsaka šola neki stane. Včasih moraš iti čez mejo, da veš, kje meja je, tako da... To pa je. In doživetje še posebej, ki sem ti ga patlere moče najbolj zavidel, ko si pisal v svoji zgodovini, je pa tisto iz svetovnega mladinskega prvenstva iz Eugena, iz Oregona, iz tiste meke track and fielda Amerike, iz stadiona, kjer je Prefontaine puščal dušo in srce na stezi. Kako je bilo laufati tam na Hayward Fieldu, je tako? Hayward Field, ja. Ma nore. Ti se pa res mojem najlepše doživetje v tekaški karieri. Tudi celo to, veš, mojo, kako bi rekel, zgodovino. Meni so te norme res ful pomenile, ker Slovenija lahko karkoli obračaš mala in pol na račun tega že lahko hitro prideš v vrh. Norma je še pa tako, za cel svet postavljena. In če greš na veliko tekmo, je v bistvu vse ena, si ne Nizozemca, si Japonca, si Slovenca, bilo kaj. In že prejšnji let sem si ful želel norme za mladinsko evropsko ujeti, on mi je pol mene 4-krat mi je zmanjkalo manj kot pol sekunde, enkrat sem 17 stotink in ti smo res ful v bed vrgli. In pol se je ful ponavljalo tudi 2014 za to svetovno v Eugenu, isto, 3-krat sem bil blizu, pa nikoli ne, in pol sem končno dal to normo, sem bil res ful vesel, pojem nobene stvari v življenju, tako da sem šel tja v Eugene in pol pa res, ker tudi nisem, ni mi atletika, sam iz laufa, imam rad tako, celo, ne vem, to zgodovino, rad se pozanimam v teh zadevah in pol res, iz tega vidika gledaš res, Hayward Field je meka svetovne atletike, ne samo ameriške. Že Prefontaina si sam izpostavil, itak, gledal sem filme in te legende, kako je pol, ne vem, kako je tudi mlad pri 25 umrl in te njegove kvote, ki jih vsak tekač pozna. In potem pa vidiš, ko greš, imaš neko predstavo v glavi, pa greš tja in vidiš, da je dejansko tako, da je mogoče bolj. Res
a veš, folk hodi tja, to je Eugene neko majhno mestece, ki spominja v določenih pogledih tudi na Slovenijo, ampak tam folk pač hodi na atletsko tekmo. Jaz sem tekel tisto polfinale pred bolj kot nepolnim stadionom in ne se reprezentac nekaj, veš, taki starejši zakonski pari grejo, familije. Res je ful močno upeta ta tekaška kultura. Kraja same. Ja, in kot nekomu, ki ti pač ta dejavnost ful pomeni, tako se ti ful dobro zdi to, da izkusiš. In tudi vsa ta, kako bi rekel, cel ta protokol tekmovanja izveden na taki ravni, ne vem, kot je taki gospodski ravni, če smem reči. Kakor je za diamantno ligo tudi, so tisti sodniki, so vsi taki, kako bi rekel, urejeni, mirni, poštirkani. Pošlihtani, polni avtoritete, gospodje, in tudi napovedovalci imajo tisti glas, ki si ga slišal že kdaj iz ameriških trialsov. In se pravno dogaja, ti kaj ne reči. Plus to, sem tudi ful dobro tekel tam, da zame je bil res že vrštitveno tekmovanje, bil ful dosežek in pol sem še tam se prebil iz prvega kroga polfinale in tam enega boljših tekov prizoril. Popolna izkušnja, ne reči. Ti je že sam po sebi dvignil, da si potegnil, da si, ko je rekel pri Fontaine, da si dobro umrl na sami progi. Ja, ali pa na edini dober tempo je samomorilski tempo in danes je dober dan za smrt. Bravo, to. Evo, citat, ki ti dvigne kocine, ko gledaš tiste filme z Billyjem Crudoughom v glavni vlogi. No, ampak še ena zgodba je vezana na Eugene, Oregon Project, z Albertom Salazarjem v glavni vlogi, ki se je neslavno končal. Salazar ima zdaj prepoved dejavnosti oziroma prepoved delovanja v atletiki. Pri njem so trenirali, ne vem, od Mo Faraha, Galena Rupa, Kare Gaučar naprej vsi. Ampak še ena zgodba je bila pol tudi zelo popularna in ti si v knjigi zapisal, da si jo videl laufati v živo Mary Cain, najboljša srednje dolgoprogašica Amerike je bila takrat, potem pa, ko je prišla Oregon Project, se je začel njen zaton. Ko smo poslušali njeno zgodbo, je bilo to res grozno. No? Kako ti komentiraš? Glede na to, da si v tem videl, da je bila kraljica ljudskih src, potem pa v tistem protokolu dejansko izgorela in skoraj umrla praktično v nekaj letih. Ja, ona je živ dokaz tega, kar so že prej govorili, da je treba trening prilagajati športniku in ne obratno. In tudi neke metode, kot ne bom zdaj če pustimo doping ob strani, ne bom zdaj se to spuščal, ker je Salazar tudi tega obtožen. Ampak dejstvo je, da njegovi atleti so res noro veliko medalj pobrali na največjih tekmovanjih. Ona pa pač ne. Je bila druge sorte in če je bil ne za 1000 športnikov, za 20 športnikov njegov sistem dober, za njo ni bil. In pa tak zelo karizmatičen karakter ta Salazar in ona je tudi sama pravila, da ga dejansko vse, kar je hotela, je neko potrditev od njega. Dejansko nekaj, veš, tak očetovski ta lik, ki pol izkorišča svojo vlogo. Ja. Mislim, dobro za njo, da se je rešila ven iz tega. Smo pa res mi v Eugeneu dejansko videli vrh njene kariere. Ona je tiste Kenike sfiniširala tam noro. In to je bilo res na tisti dan, ko je to, kar pišem, ko je Jan Petrač tudi ful dober uspeh dosegel za slovensko reprezentanco, bil 6. na 1500 metrov, mislim, da drugi pevc, najboljši Evropejc. Je res spet tako ful naelektreno vzračje. In potem še ona pred tem polnim stadionom, domačinka, rastura vse. Kar sem zapisal, takrat si po mojem res čist nihče, še najmanj pa ona, pa Salazar ni mislil, da je to dejansko začetek njenega konca. Mislim, verjetno je še precej več zgodb podobnih njeni, samo da pač niso v Ameriki, niso v okviru Nike in da se pol ne izpostavljajo. In se mi zdi, da je prav, da se o tem govori. Svaka je čas, da je. Jaz sem celo pisal, pa še sem pač nek kanal tam prek Facebooka, da sem tudi tam tekel, da sem športnik, za kak intervju sam itak ne. Mogoče bi imeti nek kanal, da bi za intervju ali pa karkoli. Ni zdaj delo New York Times. Nisi bil še dosti pomemben. No, ampak, tako kot si rekel, pač to so tisti to-do lista se dela, bucket lista. Ja.
če se kdaj vrnila in podobno. No, večkrat si omenil Jana Petrača, mislim, da je tudi on nehal, je tako zdaj. Ja, letos, ja. Pa Žan Rudolf je kakšno leto starejši od tebe. 2 leti starejši od tebe, smo ga spremljali, ko je podiral tiste rekorde. Mislim, da je on podaril Mariniča tiste rekorde. Ja, on. Prav on je bil deček, čudežni deček na 800 metrov, pa potem poškodbe, takrat so bile poškodbe, da se je takrat umaknil, kar je bilo škoda. Janežič je tudi tvoja generacija, če se ne motim? Isti letnik, ja. Petrač, Janežič. To ste bili, mislim, v kakšni družbi se znajdeš? Ja, fina družba. Še zdaj rad pogledam slike tam, ko smo skupaj na teh prvenstvih. A imaš ti osebno še pol zdaj kakšne atletske ambicije? No, lani si se vrnil na začetku bolj za šalo kot za res, no potem je bilo to bolj za res kot za šalo. Se ti zdaj še kaj kovca bo še kakšni dobri sezoni ali pa kaj takega? Mislim, treniram, zato zdaj, če bo leto sezona, če bom zdrav, bom gotov tekmoval, pa nikoli me pa ne mika, da bi pa zdaj atletiko postavil na prvo mesto, da bi na neki točki rekel, zdaj pa ne vem, čao novinarstvo, čao pač drugo, kar bo da. To pa ne. Bi pa rad v okviru tega, kar ne vem, mi zdaj, kako bi rekel, ta življenjski ritem omogoča, in to je, ne vem, da treniram 6-krat na teden, tudi 7-krat, če bi hotel, ampak vem, da mi je že skoraj preveč, čisto vsak dan telo rab pauzo. Da v okviru tega se da marsikaj narediti. Mislim, tudi, zdaj ne vem, so atleti, ki so dejansko stok treninga, ampak jaz nisem ta atlet, dosegel ful vrhunske rezultate. Ker to se ne delam v tvar, nisem zdaj, sem pa rekel, da nisem pa postal največji vseh časov zaradi tega, ker sem imel pol neke slabe trenerje. Ni to pač. Bez potenciala, zanemaril. Ja. Imam pa v tem slovenskem prostoru pa po mojem še to, da se za neke medalje borim, da ne vem, tečem v naši štafeti 4x400, ko je ful dobra. To pa po mojem, dokler lahko ta nivo vzdržujem, bo skozi aktualno. Mi tudi kar dosti osebno pomembno, biti v to Moto5. No, zdaj bomo bolj spremljali. To sem čez leta spoznal, da mi. Če bi vprašal leta 2015, ko sem bil po tem svetovnem prvenstvu v Eugenu, po evropskem članskem v Pragi, bi mi rekel, ok, pa sej pa si lahko še, ne vem, čeprav ne boš vrhunski, pa še lahko vse medalje pobiraš na državnih prvenstvih. Ampak bi rekel, fantje. Bi rekel, pa dej, to je brez veze. S časoma razmišljaš o tem, no in vidiš, kaj te osrečuje, izpolnjuje. Da bi se pa usmeril na kakšne daljše razdalje, kot recimo, bral sem, mislim, da je to tvoj intervju ali članek o Mitju Krevsu, ali pa sem njega potem enkrat študiral, on je bil tudi srednje progaš, če se ne motim, on je konc 80-ih, začet 90-ih, tam neki letnik, pa potem 89 in potem, ko je ugotovil, mislim, da imaš prav, in potem, ko je ugotovil, da pač neke norme tudi ni dosegel na 1500, če se ne motim, se je preusmeril na 50, pa na cesto. Je tebe kdaj mikalo, da bi, ko pa enkrat res ne bo šlo na srednjih probah, bom pa probal pa, ne vem, 10 laufati? Mogoče na neki rekreativni ravni jih bom kdaj tekel, ampak da bi pa, ne vem, se tekmovalno, pa ne vem, sem pa čist drug tip tekača, recimo izpostavil si Krevs, ampak že on je, ne vem, če bi naj skupaj postavil, ne vem, veš tam tiste ogromne kvadre, pa neča, pa nisem je za te dolge razdalje v stvari. On že takrat, ko je tekel 1500, je veliko bolj iz te vzdržljivosti izhajal, kot pa. Jaz sem bil klasično, veš, 400-800, že Jurija 500 mi je bilo včasih preveč. Pol sem predvsem zaradi poškodb prešal to počasno Jurija 500, ampak to je limit. V tekmovalnem pogledu, ne vem. Leto sem šel, sicer res, da po pauzi sem šel v Konice laufati 10, ker so me povabili, da kot novinar napišem nekaj o tem in pol sem šel teč, pa sem šel na polno tiste 10, ko sem šel nekih 37. Veš, mislim, tile kolegi tekaški, recimo, ne vem, Simon Navodnik, Jan Vešan, to me premagajo za 6-7 minut. Tudi, če bi se malo bolj posvetil temu, je utopično pričakovati, da se... No, se tu je zanimivo, te tvoje študije, ki si jih delal v knjigi, primeril si nam Juan Toreno, pa Sebastian Coe, sicer sta bila različne generacije. Juan Toreno je bil tisti kon, bil so človek, šprinter, El Caballo, ki ga ne spravil na 1500, če mu plačaš, oziroma na 5000 sploh ne. Po drugi strani Sebastian Coe je bil moče malo bolj vsestranski, čeprav, ne vem, je kdaj tekel 5000, ali pa še so kaj več.
ampak je delal, govorili so, ne vem, kak je 13-20, da bi bil 100%, ali pa 13-30. Torej, približno to, kot je slovenski rekord, da je delal treninge, ne vem, s takimi dolgoprogaši, ki so imeli zelo primerljive treninge, da jih je tudi rasturil na koncu. Mislim, nek nerealen trening 6x800 je delal od 2,4 do 1,56 ponovitve. Veš, prav v tem vrhunskem dosežku sem bral. On je bil res žval glede vzdržljivosti. No. To je po mojem bi ful dobro petko. Ne je bila pa to petka za, ne vem, takrat v tem času so že počasi se ne vem točno, koliko je šel svetovni rekord, ampak so že bili blizu 13, verjetno ne bi jih pobiral zlatih medalj. Ja, se pa še malo pod 13 in pol pa itak. Ni več, danes pa že belci tečejo pod 13, pa so še zmer delč od zadnji, recimo. Če se vrneva v tisto obdobje, tam 70-80, ko se je boril z Stevom Ovetom, pa kasneje Kremov, no, recimo, lepo izpostaviš ta Sebastian Coe, Steve Ovet, to rivalstvo, pa tisti stegnen sredinec iz olimpijskih pol, ko se je Coe vrnil, pa novinarjem pomahal na ta način. Če bi se odločil med dobrim discipliniranim dečkom, bitlom angleškega teka Sebastianom Coeom in recimo umazanim slabim dečkom Stevom Ovetom, kjera bila tvoja izbira? Zdaj, glede na to, da je moj založnik, pa urednik Samo Rugl tebe označil kot Rolling Stonesa slovenskega teka, mislim, da nimam druge opcije, kot da rečem, da bi za Oveta. Mirne duše lahko rečeš Sebastian Coe, se ti mene simpatičen, zakaj pa ne, konc koncev. Veš kaj, sem že razmišljal o tem, kdaj, v knjigi tudi tam citiram mojega brata, ki je napisal res ful dober članek o njunem rivalstvu. Moj brat je letnik 70, torej bil na Moskovski olimpijadi star 10 let. In on mi je večkrat rekel, jaz sem takrat ful za Coea navil, jaz sem se jokal, ker mi je bil več toliko všeč in tako poštrik, lepo, fajn vse. Medtem ko Ovet, res, sploh ko se je matro je grd zgleda, veš, tisto faco, angleško, pravda. In da je bil ful žalosten, ko ga je Ovet premagal. In pol obratno ful vesel na 1500, ko je Coe njega. Po mojem bi jaz, pol pa reče moj brat, ampak če bi pa zdaj navil, bi pa navil za Oveta, ker mi je bolj, veš, tak fighter iz delavskega okolja in vse to. Po mojem bi jaz ful podobno doživljal. Če bi jaz gledal te olimpijske igre, ko sem bil 10 let star, bi mi bil Coe bolj všeč, pol že zdaj bi mi bil pa Ovet. Krini voda. Odličen odgovor. Tam je zelo všeč mi je. No. Sej jaz sem bil tudi mogoče v mladih letih bolj bitlaš, pa sem se potem izdelal v Stonesa na en način. Ampak to pomeni samo, da evolucija deluje, no? Da niso stal na istem, kjer si bil kot mulca. Ti v knjigi tudi omenjaš Born to Run od McDougalla pa Tara Humare, mislim, da si popisal navdušenje nad njimi kar na večjih straneh. Da mi povej, si kdaj poskusil Boss teč? Boss teč v sklopu, ne vem, regeneracije, recimo po težkem treningu smo šli po travi, ne vem, na pripravah smo šli malo iz teka narediti. Da bi pa ful tekel Boss, ne vem, prav kot sklopu treninga, to pa ne. Se pa spomnim, da to je pa še preden sem se s kakršnim koli športom ukvarjal, ko sem bil mali, sem skozi hodil Boss. In vsak let, ne vem, sem do aprila, ne vem, ali pa maja, dal dol čevlje in sem hodil Boss in ne vem, prve 3 dni ali pa en teden je pikal, ful pol sem se pa navadil, sem šprintu posod Boss. In to mi je žal, da se je izgubil čez čas. Ampak potem pol si pa toliko navajen na te copate in kaj zvem. Tudi kako bi rekel, so treningi, se to hitro vrstijo. Poznam ljudi, ki so razmišljali, ki mi je recimo, ne vem, ko si bil poškodovan, v neki točki mi je pomagal, da so delali neke krajše izteke. Ja, da so se, zdaj bi pa kdaj prav, ne vem, probil to v nek resen trenažni proces, to pa ne. No, zdaj sem se spomnil, ko si omenil, ko se pogovarjali o Rolling Stonesih, da obliž na rano, takrat, ko nisi mogel iti na evropsko prvenstvo. Zdaj si potoval v London, kjer si skoraj iz prve vrste Rolling Stonese
Ne skoraj, direkt iz prve vrste. Direkt iz prve vrste. Si prav pomagali, da si... Pač eye contact sem imela s Kitom Noro. No, evo, odgovor na predprejšnjo vprašanje je samo po sebi jasen. Namesto Švica na Evropskem prvenstvu je Švica Kita Richardsa prinesel domov. Tako da, kar je mogoče pa še več vredno, ne glede na to, da če v karantena trajala še malo cajta, bomo sam še posnetke gledali od Kita Richardsa. Počasno moramo začeti skrbeti za okolje, ker se moramo vprašati, kak svet bomo zapustili Kitu Richardsu, pa vsi pomremo. Tega štosa v Kitu Richardsu še nisem slišal, ampak ajde. Dobar, vrhunsko. Bil si, ne samo, začel si trenirati, napisal si knjigo, človek, ki ima toliko cajta, mislim, da vse to počne, ima cajt očitno še, da magistrira mimo grede. Všeč mi je v tisti stavek, si napisal pisanje magistrske naloge v času karantene kot pomivanje posode po kosilu. Ne ljubi se ti to, da veš, da je to najprimernejši čas. Kako šlo to dvoje pač poj skupaj? Potem na eni strani si mogel spravljati neko tekaško čtivo, na drugi strani to svoj pogled na distopične romane in medije v njih, na Huxleyja, na Krasti novi svet. Kako si vse to pač upravljal? No? Ti je tek morda pomagal, da si razvrščal vse te miselne tokove takrat? Tudi mi je pri tem pomagal, ampak ne, v smislu pisanja magistrske in knjige pa to šlo zelo, kako bi rekel, ločeno. Jaz sem karanteno začel, jaz sem tudi, to se moram ful zahvaliti delodajalcu, sem dobil maja študijski dopust, da sem lahko en mesec se ful posvetil temu, pa že prej sem imel neke nastavke, tako da pomlad je bila pri meni, jaz sploh nisem razmišljal o tem, da bom knjigo izdal. Jaz sem takrat pač imel cilj, da letos magistriram, ker se mi je zdelo idealen čas, se mi je zdel, da med to karanteno naredim. Ful bi se žrl, veš, da bi se vse odprli in bi lahko začel žurati in vse in ven hoditi, potovati, pa je pa doma za tistim računalnikom pisal magistrsko skozi. In zato sem napisal ta stavek s pomivanjem posode, ker točno sem vedel, najboljši čas je, pa še vseeno se mi ni dan, vse nobeno. Ne reče, kjer mu se da. Kjer mu se da pisati magistrsko nalogo, Raziskovati je zanimivo, ampak ne rečem, verjetno je bil to en izmed procesov izobraževanja, ki mi je vsem bil najljubši. Precej raje sem pisal magistrsko, kot pa sedel kdaj v predavalnici, pa v učilnici prej. Še vsem pa pač pride trenutke, tako kot pri posodi, ko se ti naljub. In normalno pa ne moreš zdaj gledati v ekran 20 ur na dan, saj jaz ne, in tek pri tem pride zelo prav, da malo zbistriš misli, kak koncept nagruntaš. Ne samo pri magistrski, tudi pri člankih. Pri člankih samih. Vse si napisal, da si kakšen članek napisal med tekom. Jaz prav tako, recimo, da sem šel teč, zato da sem koncept tega najnega pogovora domislil, in je bilo neprimerno lažje, kot pa če bi doma sedel za kompjuterom ali pa na WC-ju ali pa kjerkoli. In pa se mi je utrnila ena misel, ki te jo moram vprašati, seveda se navezuje na tvoj magisterij, na to pač te tvoje distopične romane, ki si jih tam obdeloval. Da mi povej, a je bilo lažje ali težje, se pravi, zdaj med karanteno popisovati oziroma vleči ven filozofijo pa razdelovati se pravi, to distopijo, bom rekel, Orwella in Huxleyja. Ali je bilo to lažje, se pravi, zdaj opazovati, a ti je šlo na roko, zdaj pa živimo v neki naši realni distopiji, v katero sploh nismo imeli doslej še priložnosti izkusiti, zdaj se jaz lažje usporednice potegnem, pa lažje, mogoče ne gledam samo skozi roman, ampak tudi, iz realnega življenja potegnem medijsko poročanje v tem času, pa ga primerjam z knjižnimi popisi. Ali je bilo pač to težje, ti je to bolj oviralo, da ti je zamegljevalo mogoče tisto temo, od kateri si hotel? Ne, prej bi rekel, da je bilo lažje. Me je nekako spodbujalo, tudi kadar sem komu drugemu razlagal, to je taka zelo naravna reakcija, mi tako je rekel, zdaj so pa super časi za o tem pisati. In pol ti tudi do drug kako idejo mim grede navrže. Iz tega vidika je bilo lažje, zdaj razmišljam, če je bilo za česa težje.
No, v bistvu res ne, ker veš, vse je pa to neka jasna ločnica, da tu imaš nek literarni žanr, ki ima svoje zakonitosti, neko zgodovino, utopij, distopij. Medtem ko tu, pa tudi recimo veliko smo se s totalitarizmi ukvarjali, sicer predvsem po pojmovanju Hannah Arendt in moraš si zaradi tega bolj pozoren, koliko se te besede v nekem splošnem žargonu, tudi medijskem, ful napačno rabijo, ful preveč, kar vse vprek. Ja, in pol tudi zgubijo svoj pomen. In mogoče se prek tega bolj upominjaš, da razlikuješ med tem, da upam, da sem ti odgovoril približno s tem. Ne, točno to sem se hotel, zdaj si mi dal idejo, da se navežem na to. Se pravi, ta lahkotnost uporabe določene terminologije v današnjem času, kot si rekel, razmetavamo z določenimi termini se vpreka, da se nam na trenutek zdi, da res živimo v najbolj groznem svetu od možnih, po drugi strani pa živimo mogoče v najboljših časih, kot so kadarkoli bili. In je tale karantena mogoče samo en tak hiccup, med drugim, ki nam še zmeraj, kljub vsem omejitvam, ne poslabša kvalitete življenja bistveno, bolj kot pa bi jo lahko, pa jo recimo ravno, mogoče tudi mediji perpetuirajo to zaznavanje realnosti kot bolj grozno, kot resnici je. Ja, verjetno, ampak veš, tu so zdaj spet zgodbe posameznikov. Za nekoga je bolj grozna, za nekoga ni, ampak generalno gledano, pa ne vem, primerjavi s kakšno vojno, se to tudi izpostavimo v začetku knjige, veš, da smo malo razvajeni, tudi sploh mi, ki jamramo sam zaradi tega, ker so nam vzeli, ne vem, zabave, potovanja. Kolikor obračaš, to je neke vrste luksus. Zdaj pa ne vem, pride vojna, to si jaz sploh ne znam predstavljati, ampak si pa dejansko prav tvoje življenje. Če zdaj, ker veš, vsak ukrep znotraj tega označiš za totalitarni, pol naenkrat zgubijo pomen. Recimo, ti režimi, ki so pa dejansko bili totalitarni, so pol neke vojne in strede. Tako. No, zanimivo je, ko si se ti še lotil karantene, odtekel si nekaj, kar drugače mogoče nikoli ne bi, iz Ljubljane do Vranskega je 48 km, to je več kot za maraton. In ko sem začel tisto brati, sem rekel, no, zdaj pa da vidimo, kako pa atleta, kot po defaultu, rekreativc so čisto drugače dojema, za njega je to pač svet igral in ga pač zaobjame in zaštarta na nek spoštljiv in čist drug način, kot mogoče atlet, en stezni atlet. Me zanima, kako pa on to doživljal, ampak na koncu vidim, se ujamejo čisto iste klišeje, kjer se jaz ujamem na 35 km, da je vsaj preživel, ne bo že konc te bolečine, pustimo zdaj vse visoko leteče besede, zdaj le moram jaz handlati ta svoja meča, pa te svoje stegna, če ste tale kucel, pa čez 2 km bo boljš, pa pol bomo dobili kakšno Coca-Colco morda, pa pol spet boljš. Kako si pač doživljal, posebej štart je pač drugačen, prvih 10-20 km se vsem zdi, da bi lahko to počenjali do neskončnosti, ampak čez kakšno urco kasneje pa to ni več tako. Veš, kako sem doživljal? Predvsem sem se že vnaprej pripravil, pa se mi zdi, mi je to kar pomagalo, da pozabim na, kako bi rekel, koncept časa, kot sem ga do zdaj poznal in razdalje. Ker veš, tudi pri teh kilometražah, ko tečeš, jaz sem kar pogosto smo šli od 18 do recimo 22 km na treningu. In tam se lahko kar hitro, ko ti postane težko, sfokusiraš na 1 kilometer ali pa 2, da greš tam mimo in se že precej bliže cilju. Ali pa 10 minut, da mine, ali pa neke konkretne razdalje, ko jih točno vem, če tečem skozi po istih trasah. Tu je bilo pa nekaj čist drugega, veš, da tudi če pa ko že na 15 km si veš kar fajn zadihan, si utrujen, tudi že moč te kaj malo boli. In če bi se takrat rekel, čakaj, zdaj se pa sfokusiri, zdaj pa 2 km greš naprej, bi sam pregorel psihično, čez 4 ali pa 5 km. Bi si rekel, zdaj sem pa na 20 in kaj, še ful do polovice in pol še enkrat polovice. In to mi je uspelo. Vem, da doskrat sem sam gledal dol v tla in sem se rekel, ok, zdaj pa sam vrt nogi, sam vrt. To sem se govoril, sam vrt. Dokler mi je še bilo kolikor toliko lahko. Pol priješ na neko točko, ko te res začne toliko boleti vse, da je treba to malo okrog obrniti. Ampak takrat sem bil že recimo blizu 30 km, ko sem se zame podajal v neznano. In pol sem se res fokusiral na to, da prijem do tistega pit stopa, da se napojim s Coca-Colo pa vodo. Ker res vzel sem pač tiste 2 bombona, pa 2 evra seboj, pa telefon. In takrat sem res, tega nisem napisal v knjigi, nisem šel toliko detajle, da ko sem tam v Blagovci sedel na tisti pumpi,
pa pil Coca-Colo, pa sem pogledal na telefon, koliko imam do cilja, pa nisem vedel takrat, koliko imam. In če bi takrat napisali, da je pa še 25 km, bi poklical domov, ko sem imel telefon za to. Ja. Zdaj pa sem pa videl, da je bilo 16 je pa že taka bolj domača razdalja. Pa sem rekel, zdaj pa itak valjda greš, ker če ne greš zdaj, boš mogel še enkrat, če si se tega lotil. In pa sem šel in je šlo nekak čez. Zdaj si se spomnil, omenjaš tudi tegale Noakesa, Tima Noakesa, ki je napisal v eni svojih knjig, pa ti si ga imel tudi, mislim, da ste ga razdelovala z Hutchinsonom. Njegov koncept, pač te bolečine, on je gledal na Comrades na 90-kilometrskem maratonu, na koncu, ko zaprejo vrata po 12 urah, tiste tekače, ki se prej vlečejo ure in pol video, da ima še 3 minute do konca, pošprintajo in je skozi tega dognal, pa ti so trvijo svojo central governor, iz tega izpeljal, da nas telo v bistvu, oziroma možgani nas bremzajo, da ne gremo do konca, da noben naš ciljni črti ne umre, kar pomeni, da bi ponavadi zmer lahko vsi šli še malo hitrej, če bi si recimo naštevali tako, da bi šli malo čez tisto mojo, ampak da imamo nek samoohranitveni nagon v sebi, ki nas bremza, da pač ne umremo takrat, ko gremo pač laufati. Ja, to je meni ful zanimivo področje in pol, ko imaš recimo ta Noakesov pristop in pa Markori na drugi strani, Samuel Markora, še en znanstvenik, ki se s podobnim ukvarja, tudi njega so s Hutchinsonom razdelovala. Mislim, ta knjiga od Hutchinsona Endure, to je res genialna. Sem že kdaj izpostavil v kakšnih prejšnjih intervjujih. Top shit. V glavnem, še pol vprašanje, ta central governor, koliko je to podzavestno, koliko je pa zavestno, ali lahko ti na njega vplivaš, ali ga lahko natreniraš, recimo, da se, to mi je ful neko zanimivo področje, ki še ni do konca raziskano, recimo, da bom še nekaj časa živel, me prav zanima, koliko bo na to gledali čez 50 let. Mislim, ali se da to natrenirati do te mere, da nisi pač samo sebi toliko ogrežujoč, da bi se pač shutdownal? Da še ne umreš lih, čeprav dejansko so že bili primeri, ko so umirali od izčrpanosti. Tudi jaz, kar pišem v knjigi noter, enkrat sem po 1500 metrov v Kranju, 2 let nazaj, oziroma let pa pol, sem bil na tej točki, ko mi je bilo pa res 50 minut, je bila taka agonija po teku. In to lih takrat, ko sem se pripravljal na ta intervju s Hutchinsonom, sem ful študiral to in pa sem res tam bil premražen, vroč mi je bilo hkrati, res tresel me je, bruhal sem, ker ni bilo konc tega, nisem mogel normalno iti na stopničke za zmagovalce, ko sem zmagal tisti meeting. In takrat, ko tam ležiš, res pomisliš, faka, sem pa slučajno mi zdaj lih rata iti čez to, ker ni konc tega. In k sreči nisem šel čez. No, evo, tu je moče istočnica za trenutne ali pa bodoče študente na DIF-u, da se lahko poglobijo v ta del pač treniranja, preseganja lastnega telesa z podzavestjo. To je bila pa zelo zanimiva študija, na kateri bi recimo nedvomno dobil cel kup prostovoljcev, da bi se dal v roke znanosti in crkavali na ciljnih črtah, zato da bi imeli telesne tekočine pa še kaj drugega. Veliko se vrtiva v bolečini veliko pišeš. Je po tvojem mnenju recimo bolečina nujna, da se naš duh zares osvobodi? Tukaj, ne vem, si tudi ti izpostavljen recimo 2 pola, Nietzsche, za katerega je bil to temeljno stališče, ali pa mogoče kakšen Hellenbeck, ki je pač bolj dekadentno pretiran užitkar, ki se v bolečini preko ne izogiba. A se ti zdi morda, da je maraton morda tako popularen, pa tek na dolge proge nasploh, kjer poleg endorfinov pač tudi tista bolečina zagrabi do tiste mere, da nas očisti, da nas spuca, da nam pač dejansko da jasne misli, pa nam duha spet postavi na svoje mesto ali kaj drugega. A veš, glede teh osvoboditev duha, sem rad previden glede tega, kako bi rekel, termina ali pojma. Ko hitro v nek New Age zaideš, zdaj pa tečem, zato da na neko višjo raven pršel in to je zadnja stvar, ki bi jo jaz. Po mojem to, nek osvoboditev duha, vse kako res, da imam, to se da sam prek ljubezni doseči. Zdaj pa, je to ljubezen do sebe ali do dela, recimo, da so to 2 taki glavni kategoriji. Da tu zdaj neka sama bolečina nima take bistvene vloge pri tem. Ampak to je čisto, kot jaz gledam na svet. Lahko pa da nekdo ima drugačen potek življenjske poti, pa mu pa res pa ga res osvobodi. Ne vem.
kakšnega ultramaratonca vprašati. Je pa zanimivo vprašanje gotovo. Pol se mi zdi, ne vem, ta bolečina, v smislu, to, ko mi je Alex Hutchinson res tako lepo izpostavil, zakaj še on tudi trenira, čeprav ima dobro kariero in fizika in novinarja in pisatelja in vse, da preprosto zanima ga, kje so njegove meje. Firpci. In pol te zanima, da se ženeš. Če hočeš preizkušati meje, moraš neko bolečino izkušati. Ne samo fizično, tudi kje druge. Po mojem je to. No, sej, največja umetniška dela v zgodovini ne bi bila tako dobra, kot so, če ne bi bila bolečina prisotna, naj si bo srčna bolečina ali pa kakšna druga, ki je pač dvignila tisti naboj. Verjetno res. Ali pa spodbudila mogoče, da je ustvaril kaj več. Drug koncept, katerim se pač tudi ukvarjaš, že ko je v štartu v svoji knjigi, pa koncept svobode. Obdelaš ga na vse možne načine, začneš z eksistencializmom od Sartra, zdaj, ko smo bili v karanteni, smo se vsi počutili neka omejene, družbeno omejene, svoboda nam je bila kršena, ampak je ta svoboda zunanjega prostora, v tem primeru neke, karantenske omejitve, ali je to tisto, kar je v prvi vrsti definira našo osebno svobodo, ali je to res pogoj za to, ali je pa mogoče bila karantena zgolj en test, test preživetja ali pa stoicizma, če hočeš. Ne vem, tle sem razmišljal, Nelson Mandela je prišel na misel, ki je v svoji celici na mestu tekel leta in leta, pa s tem ohranil prožnost telesa in duha na vse zadnje, ali pa celo kakšen Viktor Frankl, ki je v Auschwitzu pač lepi svet podoživljal v glavi in na ta način preživel. A lahko, se pravi, morda tisto, kar se nam je zdaj dogajalo, pa se nam še dogaja, res tako samo omejujoče, da se ne moramo osebno osvoboditi brez tega, da nam pač tudi vsi zunanji pogoji pa okolica je v tem primeru naklonjena. Dobro vprašanje, ampak terja tudi mogoče kot prej, kako bi rekel, kako sekundo več premisleka. Recimo, da bi tu razmejeval med svoboščinami pa svobodo in da to predvsem te svoboščine so nam bile kršene, zdaj upravičeno ali neupravičeno, to bomo obstil, politikom, ne znam se razgovarjati s tem. In dejstvo je, da tudi če so nam bile upravičeno kršene, če vzameva to predpostavko, to, kar bom pol naprej povedal, ne pomeni, da zdaj se pa ne smemo boriti, da nazaj dobimo to. Normalno, da se moramo, ko se svet normalizira, ko itak ne pristajamo več na to, že zdaj, na kaj ne bi smeli, vsaj po mojem mnenju, pristati, pa smo, ampak ok, jebi ga. Zdaj, svoboda pa ne vem, sploh o tem, kako bi rekel, če jo v tem pogledu, kot pišem v knjigi, dojemam, je pa to bolj nek state of mind, da to svoboda kot stanje duha, da to pa lahko, ne vem, dosegaš na različne načine in tudi znotraj takšnih časov, kot so današnji. Zdaj lahko, ne vem, mi kdo poreka, pa reče, ok, to je mentaliteta sužnjev, ki bo, ne vem, se svobodnega čutil, tudi če ga čisto zatirajo. Ne, ampak dejansko tu vsaj človek, kot sem bil jaz, ni bil v taki situaciji, da bi pa zdaj mu vse šlo. Ne vem, to svobodo nekje druge poiskal. Dejansko se vidi, sploh če ne vem, že delo od doma je, sicer to je ful od šefa odvisno pa vse, ampak v mojem primeru se je izkazal za kar en korak naprej v svobodi in tako in drugače. In pač bolj svobodno razporejanje časa. In zdaj to kako se svobodo dojemati predvsem v tem pogledu, itak ne zanemariti ostalih okoliščin, ampak zdaj to je ta klasična eksistencialistična, da svoboda ustvarja občutek tesnobe, prav ta vrtoglavi občutek tesnobe, da se v vsakem trenutku se zavedaš, da si sposoben, ne vem, se odločiti po lastni volji, neodvisno zdaj od drugega. Mislim, in pol na koncu tvoja odločitev, še vedno je moja odločitev, šel z masko ven ali ne. Pol me bo, ne vem, lahko da me bo varnostnik klopnil po glavi, če bom šel brez maske, ampak še vsem pa, ne vem, imam pri sebi feeling, da lahko grem brez tega. Tega občutka nisem zgubil, čeprav mogoče utvara, ne vem. No, tisto, kar marsikdo pozabi recimo pripisati, ko reče, hočemo več svobode, je, da ta svoboda prinese neprimerno več odgovornosti. Odgovornosti, točno to je. Kot si jo kdo lahko predstavlja. To tudi moraš ostale upoštevati, veš. In na podlagi tega pol
se odločiš. Tako. In da so tvoje svoboščine, in svoboda, kako že gledaš na to, ne? Samo do meje svobode ostalega, ne? In tle se hitro začne trkati pol tisto, kar ti pripada, pa tisto, kar česar si upravičen ali pa sploh ne. Tako da, zato ta rekreacija, jaz sem spremljal to rekreacijo pa tek skozi to karanteno in ugotavljal, da marsikdo, ravno zaradi tega, ker pa pač ni smel iti v sosednjo občino, je pa izgubil vso voljo do tega, da bi se sploh še premikal, ker z lastni občini pa res ne more več laufati. Jaz sem videl cel kup priložnosti v tem, tako kot ti praviš, in se strinjam s tabo. Najdel sem svobodo pač drugje, pač ta prostor je bil malo omejen, ampak še zmeraj ponudil bistveno več svobode, kot je na prvi pogled mogoče izgledalo. In zdaj sem bogat za marsikatero izkušnjo, ki jo drugače ne bi imel. Tako da če so že pri rekreaciji, to te moram še vprašati, nekje v enem članku si dobro razdelal ta pogled na rekreacijo kot ali je to privilegij sodobnika, oziroma tam si razdelal že do te meje, da je že rekreacija lahko peer pressure, da se danes, če se ne ukvarjaš z rekreacijo, si lahko že socialni izobčenec v nekaterih sredinah, kar se mi zdi mogoče, vsaj v sredinah, kjer se jaz gibam, že skoraj malo pretirano, ampak ajde, verjamem, da se tudi to dogaja. Jaz bolj gledam na to, da premalkrat se zavedamo, da je rekreacija, s katero se ukvarjamo, v bistvu privilegij, ki ga, naši starši, naši prastarši prav gotovo niso imeli. Mi imamo dosti časa, dosti energije, dosti konec koncev denarja, da se ukvarjamo z rekreacijo, pa tratimo, bom rekel, vse te resurse za to. Ampak da bi se večkrat mogli mogoče zamisliti, pa zahvaliti za blagoslove, ki nam jih pač sodobni čas na ta način tudi nudi. Ja, se strinjam s tem, da bi se lahko kdaj več zahvalili, pa ne samo za rekreacijo, tudi za ostale zadeve, ki pač so, kakorkoli obračaš, pa si malo nostalgičen ali bolj tisti vrnitev nazaj k naravi. Modern življenjski slog marsikakšno ugodnost nam nudi, kar se konec koncev kaže v tem daljši življenjski dobi, poprečno gledano. Zdaj, rekreacija znotraj tega, kaj zvem, je po mojem je na nek način privilegij, na drug način pa spet ne tako velik, kot bi mogoče lahko zdaj kdo sklepal iz tega, da je pa to privilegij nekih, kot bi rekel, samo premožnih. Seveda, ljudje na robu so izključeni iz tega. Ni prav, to se treba na vse načine poskrbeti, da tudi druge zadeve, ne samo glede rekreacije, da se pri tem uredijo, ampak ni pa verjetno taka razlika, zdaj bom rekel na pamet, med nekom, ki ima jurja plače, ali pa med nekom, ki ima 3 jurje plače, ali pa 5 jurjev. Verjetno, če ima kolikor toliko prioriteta nek zdrav življenjski slog, bosta našla načine za kolikor toliko aktivno preživljanje časa nasploh. Zdaj, mogoče ima pa en že a priori službo tako, da je bolj fizično aktivno v njej, pa pol ne bo rabo toliko rekreacije. Je pa dejstvo, da vedno več v tej moderni družbi sedečih služb, recimo moja je taka in že iz tega je, mislim pa ne da zdaj, da posebej sodim praktično kogarkoli pogledaš. Jaz sem tudi še do študentov za prijatelji, se sedijo v predavalnicah, dobro zdaj doma v sobah, ko poslušajo predavanja, pol imaš pač folk, ki dela v pisarnah. Če na ta način živiš in če se ne giblješ zunaj, pa ni treba, da tečeš, bilo kaj, se bojo pojem slejko prej težave pokazale, ali psihične, ali fizične. Torej, če pod črto rečeva, ta privilegij, ki nam je dan v sodobni družbi, da se s tem lahko ukvarjamo, moramo izkoristiti v polnosti. Sicer bomo zaradi preveč vsega, kar nas tlači, pa udobje, na koncu pač propadali mentalno in fizično in tako naprej. Tako da še zmeraj imamo pač telo. Se to apokaliptično sliši, ampak ja, recimo, da v principu ja, da je treba za neko osnovno zdravje sigurno skrbeti.
to vsak govori. Ampak očitno, ja, večkrat, ko ponovimo. Ja, veš, je pa težko, v bistvu ti si ful navajen teč, ti jaz navajen teč, meni se samo umevno zdi. Imaš pa ljudi, ki nimajo teh vzorcev in to recimo mi pravijo, ne vem, kaki veliko kolegov, kolegic je z teh športnih vod na difu, rečejo, ljudi, ti se sploh ne zavedaš, koliko je pač folka, ki pač nima tega. Je njemu, tako je meni nepredstavljiv, ne vem, da bi, ne vem, pač ne vem, da bi šel neko aktivnost izvedel, ki je meni, ne vem, ful tuja, je njim nepredstavljiv to, da bi šel 2krat na teden se malo razgibati. Ker mu neki čist, recimo jaz igrc ne igram, mislim, zdaj čist ne mogoče, da je pa zdaj rekel, da pa 3krat na teden, po ne vem, par ur skupaj. Imam cimra zdaj, ki pač ne vem, sploh ni nekaj geek food, ampak ne mi je rekel, da je imel v prejšnjem letu, ne vem, 1200 ur, ne vem, Counter-Strike ali Call of Duty. Ne vem kaj. Ne, ali fakt 1200 ur in pa je rekel, ne se, pač ta kolega ima pa 2 jurja, pa ta več. Mene ker veš, ne se zdi to res znanstvena fantastika, da bi, ker to tako se pa ne vem nekomu, ki je iz drugih vod, zdi skoraj nemogoče, da je pa zdaj, mi bo rekel, jaz sem pa naredil prejšnji kilometer, ok, pa tudi če bi bil ful rekreativc, mislim, da se ne bi resno ukvarjal, ne vem, 80 km na mesec, pa bi on rekel, fuck, stari, 80, da je to, a si avto ali kaj. Ne, se to res je, v bistvu večkrat poenostavljamo, posebej pri stvareh, ki jih ne poznamo. Prek sebe preveč sodiš. Tako, ne. Ampak sej, pač tako svet poznamo iz svojih izkušenj in to ni nič takega. Lud Zalokar, odličen sogovornik, si tale ura več je šla mimo, kot bi trenil. Moram te vprašati, če par stvari, spoštovani, upam, da vem, da ste na trnih zdajle, tisti, ki tečete s slušalkami v ušesih. Za vami je med 10 in 12 kilometrov, če ste šli v klanc, mogoče kakšen manj, upam, da uživate. Sledi grande finale. Zdajle bom Luca Zalokarja vprašal sledeče. Ali ima, oziroma Luc, ali imaš kakšnega tekaškega vzornika, idola, glede na to, da v tem pišeš, najbrž je kakšen, ki bi ga izpostavil? Borzakovski, Jurij Borzakovski, olimpijski prvak iz Aten, 2-4. To, kar sem že ti prej povedal, to štorijo, kako je on takrat zmagal in bi je, ne vem, kadarkoli nanese debata na vzornike, mi je bilo ful beta, veš, ko so te dopinške zadeve glede Rusije, pa čeprav njemu nikoli niso izrecno dokazali tega, ampak si ti spak v sistemu je noter. Nikoli ne veš, nikoli več ne gledaš isto, ja. Nikoli več ne gledaš isto, ampak ostane pa tisto občutek, no, ko si pa gledal takrat, ko si bil 9 let star, pa on mi je, ne vem, bi še koga lahko, ne, po mojem mi je on eden in edini, če govorimo o vzornikih. Prav, lepo povedano. Jaz sem zmer tuhtal, kje bi, sicer v katerem obdobju, če ne bi živel v tem, bi živel drugače, pa sem rekel, najrajš bi v 50-ih, 60-ih, pa 70-ih spremljal ne samo pač te družbeno dogajanje, ampak tudi atletiko, pa glasbo, vse skupaj. Ampak konec koncev, pa bi bil zdaj en zagranjen boomer, ki bi imel vse skupaj dolgočasen, tako mi pa še ni, pa upam, da mi še nekaj časa še ne bo. Ti si plodovit pisec za delo, mislim, da si tam napisal več kot 300 člankov v 3 letih. Te statistike pa ne poznam. Jaz sem šel tja pogledati, Lud Zalokar daš noter v iskalnik in ti vrže tam nekih 35 strani, pa recimo na vsaki 10 člankov in tega je ful, kliknem na prvi članek, mislim, da je v začetku januarja 2008, sem rekel, človek je neverjeten in piše, prelistam tisto, piše od tehnologije, od telefonov, od politike, od rock'n'rolla, od znanosti, od teku, ni da ni, kaj človeka ne zanima. Pa sem rekel, te moram vprašati, kaj te ne zanima, ker te očitno zanima toliko stvari v življenju. Ne zanima. Ja. To se že ponavljam, ampak avtomobili recimo me res ne zanimajo, to sem že večkrat rekel. Blazno rad vozim avto, ne vem, tudi sploh te kakšne daljše razdalje, ampak da je pa karkoli se spoznal na to, ne vem, pa zame avto, veš, rdeč, siv, črn. Mora biti funkcionalen, pa mora te pripeljati od točke A do točke B. To je mogoče, ja. Zdaj, a bi se kaj na nov lahko spomnil. Da si te kakšna stvar zagravžala v tem času. Da ne bo zdaj kdo služal. Dejansko opažam, vedno manj me šport kot
tak zanima. Ampak to po mojem, predvsem, če se primerjam z Lucem izpred 15 let, ko je spremljal, veš, vsa smučanja, rokomet, basket, ne vem, vse, tenis, ni da ni. Zdaj dejansko nimam pojma, kaj se na novoletni turneji dogaja, kdo vodi, ne vem, v slalomskem seštevku, veleslalomskem. In ne pogrešaš v bistvu tega. Ne? Niti ne pogrešam to, v to smer se verjetno life odvija. Se mislim, da jaz sem tudi pa sam pri sebi opazil, jaz sem spremljal atletiko, z enim učem še mogoče spremljam, no, ampak še tega ne več toliko včasih spremljal od fuzbala, košarke, vse. Ne. Morda zato, ker je bilo toliko malo stvari, pa to je tisto, kar je bilo po televiziji, pa v Cajtangih, tiste 3 stvari na teden in to smo vsi spremljali, danes pa odpreš kjerkoli socialni mediji, pa se pač praktično vidiš unga ultraša tam v Ameriki, ki se ravno kar podi po dela FKT na eni gorski stezi 24 ur, pa ti spremljaš, pa ti zanimiv časik do tega podatka, niti ne prišel po par letih mogoče. Deva čisto za konc, da reče nekaj, veliko se govori o teh zadnje pol leta, 9 mesecev teh gibalnih sposobnosti otrok in padcu le-te zaradi karantene. In zadnjič sem gledal eno malo bolj detaljno analizo, seveda so najbolj padli tisti otroci, ki so bili športniki, ki so intenzivno trenirali. Običajna populacija je tudi padla, jasno, ampak bistveno manj procentualno kot pa tisti, ki so bili prej vajeni 3-4 na teden ali več pač intenzivno delati. In potem se mi je utrnil, predtem sem pač bral 2 knjigi od Davida Epsteina, najprej pač Športni gen, zadnjega pa Ta razpon, v čemer pač utemeljuje kaj proti zgodnji specializaciji v večini stvari, tudi športov v življenju. Kakšno je tvoje mnenje, recimo, potem sem se spomnil naslednjo stvar, recimo Brigitta Buković, mislim, da je enkrat rekla, da je začela trenirati šele pri 13. Zdaj, ne vem, nek Roglič, ki se je s kolesom začel voziti šele pri 19-20, pa zdaj je vrhunski. Kakšno je tvoje mnenje o tem? Ok, vem, da so recimo od primera različno, ampak mogoče, če pogledava šolski sistem ali pa sistem, ali še atletski sistem, mladih atletov, ali je pri nas, ne vem, ta zgodna specializacija prisotna, in je mogoče pretirana, ali je pri nas še vse, ne vem, bom rekel, cel ustroj trenerski, pa zveze in tako naprej, usmerjen v širino, pa potem kasnejšo specializacijo. Veš, kaj bi rekel, v osnovi je sistem, vsaj kakor ga jaz dojemam, nisem zdaj spet nek insider, je kar usmerjen v širino. Se pa pol, vsaj v atletiki je tak, se pa pol pojavljajo taki neki samotni jezdeci, ki pa izkoriščajo luknje v tem in itak pa da zgodna specializacija ful prenese rezultate hitre in je mamljiva. Sploh zaradi tega, ker imaš primere iz športov, ki niso toliko bazični in ne temeljijo na moči, vzdržljivosti, hitrosti, kot je samo na tem, kot je atletika. Verjameš, pri kakem baletu verjetno si res zamudil, če nisi pri 5 letih že naredil nekaterih stvari. V atletiki pa nisi, tako si izpostavil Brigitte Buković, velike primerov, ki so kasneje začeli trenirati. Brigitte Buković je imela res genialno to, da je bila prej v gimnastiki in pol šla v atletiko, da je bila za ovire, je to perfektno. Imel sem intervju z njo in letos, ko je umrl njen trener, ki ga je cel let treniral in je cel life. Počas moramo končati. In je rekel, da je bila ona kot gibalni genij, da kjerokoli vajo je dal, da je znala. Ampak, če greva stran zdaj od Brigitte Buković nasploh, se mi zdi v teh srednjih progah, veš, je vsaj v moji generaciji bilo precej tega. Imaš trenerje, ki so obljubljali staršem hiter napredek, imaš starše, ki bi, ne vem, dali ledvico za otrokov hiter napredek in to je, po mojem, že kar podpišeš obsodbo Frocu, da ne bo nič iz njega kot profesionalnega športnika, če se na tak način loti športa, ne vem, pri 10, 11. Preden greš v puberteto v vsakem primeru, pa verjetno tudi, če takrat je za marsikaj prezgodnje. Deloma sem se tudi jaz mogoče ujel v to, ampak so pa veliko bolj ekstremni primeri od tega. Tudi pri nas. No, morda še da bo vedno manj tega. Tako, ne. Kdaj se sliši, otroki star 12 let, vse je že zamujeno, delč od tega lahko je ravno obratno. Čisto za konc, a imaš kakšno čtivo, kakšno knjigo, ki bi jo priporočil, ne nujno tekaško, ampak recimo knjigo, ki bi jo vsak tekač mogel prebrati, zato da bi imel malo več širine tudi pri tem, s čimer se ukvarja v prostem času. Vsem tekač. Recimo, ja.
Jaz bi vsem dal ta Enduro od Alexa Hutchinsa, tam je res totalno prevzela. V smislu, po mojem, tega doseganja meja, razmišljanja ne vem, o teh fizioloških procesih in psiholoških, ki potekajo v nas. Do tega, da je tudi tako, zanimivi primeri so noter, veš, od raznih odprav na teh ekspedicij na severni ali južni pol, pa na Antarktiko, ja. Do, ne vem, teh tekaških, zgodovina te fiziologije napora. To res, whole package je super. Malo drugače pogledaš na to. Ruglju sem enkrat rekel, če jo bo prevedel. Škoda, ker je pač Hutchinson obdeloval Kipchogeja v Monci, ne, pa je pol to na Dunaju odlaufal tistih 1,59. Če bi bil ta primer iz Dunaja, bi bila ta knjiga, pa če bi ta išla 2019, bi bila pa ta knjiga zdaj zelo vroča tudi za slovenski trg. Lud Zalokar, a te bomo videli, kdaj na štartu maratona si puščaš možnost, da ga boš daj odtekel? Puščam možnost. Puščam, ampak zaenkrat nekoč nekje. Nekoč nekje. Kakšen lep zaključek najnega pogovora. Lud Zalokar, tole je bil super pogovor. Jaz bi se stavo pogovarjal še kakšno urco. Cenjeni in spoštovane, če še niste, si obvezno pridobite izvod Tek na robu živčnega zloma. Super knjigca je, super popotnica v letošnjo sezono, ki bo upajmo vsi boljša kot lanska. Vsekakor bo razširila vaše tekaško obče obzorje. Luc, dober trening danes želim. Hvala tudi za povabilo. Mi je bilo tudi meni ful veselje govoriti. Dobro vprašanje. Upam, da čim več imaš zanimivih sogovornikov. Rad poslušam tudi jaz. Hvala, si jih bom probal pridobiti. To je bilo super. 400 danes delaš, umri dobro, vsaki posebej. Lep dan za smrt je danes. Danes je lep dan za smrt, spoštovane. To je bil Lud Zalokar, 14. epizoda podcasta za Gre za tek. Delite, lajkajte, naročite se, donirajte, če lahko. Ostanite pa zdravi, zagreti za tek. Se vidimo naslednji teden. Hvala, Lud, srečno. Hvala, čau.